Smrt znanstvenikov Poppy Playtime ni bila zgolj nesreča, vse je bilo skrbno načrtovano že od samega začetka. Vsako grozljivo dejanje znanstvenikov je postopoma določalo, kako bodo umrli. Poglejmo si torej, kako so se končale usode vsakega izmed znanstvenikov v Poppy Playtime. Da bo vse bolj jasno, najprej zavrzimo najbolj priljubljeno idejo. Vsi so bili žrtve norih pošasti. Večina se strinja, da je bil napad eksperimentov posledica tega, da so ti eksperimenti ušli izpod nadzora in delovali nagonsko. Ampak no, fantje, spomnimo se, da niso le preproste zveri. V resnici so človeške zavesti eksperimenti, lahko čutijo, mislijo in se spominjajo. In tako kot so imeli nekatere ljudi radi, so do drugih čutili veliko sovraštva in zamer. Ampak niso neumni prijatelji. Eksperimenti si lahko zapomnijo tudi imena in to, kaj jim je storil vsak znanstvenik. Če bi Playtime Company na to pomislil, bi jim oprali možgane ali jih hipnotizirali, da bi vse pozabili. Skratka, zdaj pa vas vprašam, ali še vedno mislite, da je bil to le preprost incident? Ali menite, da je bilo vse to načrtovano in da je bil za vsem tem nekdo, ki je vse vodil? Prototip. Ampak brez skrbi, saj se najbolj bolni del šele začenja. Po dolgem času, ko so ga preučevali, prototip je vedel, da je edini način, da postane svoboden ta, da združi moči z vsemi ostalimi eksperimenti. S vsem, kar se je naučil o Playtime Co., je imel približno predstavo, kaj mora storiti, da se osvobodi vseh znanstvenikov. V enem izmed teh pobegov je sprejel odločitev. Priložnost, da komunicira in prepriča druge eksperimente, naj vzamejo pravico v svoje roke in si izborijo svobodo, čeprav na najslabši možen način. On je bil tisti, ki je eksperimentom predstavil idejo, da imajo možnost prevzeti nadzor in tako prenehati trpeti v rokah znanstvenikov. Tukaj so se zgodili tudi primeri, kot je slavna smrt Teodora, dečka, ki je v telesu catnapa. Vse kot del velikega načrta. Ta načrt lahko razberemo, če analiziramo vsako smrt znanstvenikov posebej. Začnimo s smrtjo Prestona v času njegovega življenja. Ni bil glavni zlobnež, prav tako ni bil tisti, ki je dajal končna navodila. A vendar, iz očitnih razlogov, tudi ni bil tako nedolžen, saj je bil del osebja in vseh teh grozot. Razlika je v tem, da je v določenih primerih pokazal empatijo. Z eksperimenti je govoril, kot da so ubogi sirote, poleg tega pa jih je tudi pomiloval. Ni bil tipičen zlobnež, ki bi jih obravnaval samo kot blago. Pravzaprav, če se malo spomnimo njegove zgodbe, je bil precej zmeden, ko je začel delati v podjetju Playtime Company. Še vedno ne razumem, zakaj so me zaposlili, biologa v podjetju. In ko je spoznaval prave namene tovarne, je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi poskušal razkriti vso resnico. Celo izogibal se je pozdravljanju sirot, ker je že vedel, kaj jih čaka, in verjetno ga je prav to pogubilo. Kljub temu, da je vedel vse, nikoli ni imel dovolj poguma, da bi ustavil vse te zlorabe. Toda resnica je, da mu je manjkalo poguma, da bi prijavil vse te zlorabe. In čakal je do zadnjega trenutka. Ampak nekaj zelo pomembnega. Kako ga obravnava prototip? On ga ne zmasakrira, niti ne uniči takoj od začetka. Pravzaprav se zdi, da je bil prototipu kar všeč, da mu je namenil eno najhujših kazni. Eksperimentira z njim in ga spremeni v kup kosov. Tako njegov konec ni hitra smrt. Prototip ga je spremenil in ga prisilil, da je izkusil vso krutost, pri kateri je sodeloval. Kljub temu, da je imel vse, da bi popolnoma uničil Playtime Co., je bil praktično prisiljen, da na lastni koži doživi grozote podjetja Playtime Company. Njegova največja kazen ni bila smrt, temveč to, da nikoli ni mogel pobegniti od tistega, kar je sam dovolil. Gospodična Gracie Green, najbolj kruta odgovorna za pranje možganov na svetu,
Gracie si ni umazala rok s stroji, temveč je bila zadolžena za pripravo sirot. Pokazovala jim je videoposnetke, da bi jim oprala možgane in jih prepričala, naj sprejmejo svojo novo identiteto kot igrače. Najbolj kruto pa je bilo to, da je, kadar se je kdo oprl, prav ona ukazala, naj ga pošlje v škatlo za slabe igrače, kjer so jih na koncu zmleli. Ko je prišla ura veselja, se je poskušala skriti, a so jo našle in obvladale Smiling Creatures in Baba Chops. Baba je bil sam. Tebi škodovati, gospa Gracie, imamo nekaj zelo posebnega zate. Toda je niso ubili, ker je bila smrt preveč preprosta za nekoga tako krutega, kot je bila ona. Prototip se je odločil, da je spremeni v živ poskusni subjekt in jo preoblikoval v Lili, ter ji vsilil enako pranje možganov, kot ga je ona izvajala. Njeno trpljenje je bilo brutalno, prestala je. 122 dni pogojevanja, veliko več kot kdorkoli drug, in bila je tista, ki je najdlje zdržala, dokler se na koncu ni zlomila. Izgubila je razum, razvila razdrobljene identitete in postala obsedena s svojim nekdanjim telesom. Psihološko jo je mučil prototip in na koncu je preprosto umrla v rokah playerja. Thomas Clark, upoštevajoč, da je Tomaž zavestno sodeloval pri vseh projektih podjetja Playtime, je seveda zaslužil sovraštvo vseh eksperimentov, ustvarjenih iz sirot. Odkar se je odločil postati eksperiment, je sam podpisal svojo obsodbo. Pravzaprav je mislil, da ga bodo drugi sprejeli z močnim in toplim objemom. Brat, praktično si jim uničil življenje. Pravzaprav jim sploh ni bilo treba načrtovati njegove smrti. Eksperimenti so poskrbeli, da je plačal za vse, kar so doživeli. Zaradi tega je potem, ko so ga spremenili v Browna in ga zaprli z ostalimi, na koncu postal požrt in nato raztrgan od vseh. Spomnimo se, da so ostali vedeli, da ni bil sirota, ampak delavec podjetja Playtime. Zato so se mu maščevali na najbolj grozljiv in divji način. Ne predstavljam si, kaj je šlo znanstvenikom po glavi, ko so se odločili dati Browna med ostale sirote. Prijatelj, to je res neumno. Skratka, Thomasova smrt je bila hitra, a zelo brutalna. Praktično so ga mučili do smrti na zelo nazoren način. In kaj pa čarovnica iz te zgodbe, Jessica Newman? Ona ni bila le še eno ime na papirju. Lahko bi prisegla, da je bila ena najbolj prisebnih oseb v tovarni. In seveda je bila na tekočem z vsem, kar se je dogajalo. Kljub temu se je odločila biti del projekta. Jessica je odrasla v Playcare, na istem mestu, kjer je kasneje delala kot znanstvenica. Poleg tega pa je bila del ekipe, ki je ustvarjala in reprogramirala žive eksperimente v podjetju Playtime. Bila je ena tistih, ki so sodelovali v pobudi velikih teles, kjer so pomagali spreminjati resnične ljudi v živeče igrače. Tako kot Catnap in celo Thomas Clark. Mučila je te male. Vsi bi mislili, da bi nekdo, ki je doživel in preživel vse te podobne stvari, imel vsaj malo več empatije, kaj ne? No, v primeru Jessike ni bilo tako, prijatelji. Še naprej se je obnašala kot brezsrčna zver. Ni imela niti kančka empatije. Tudi sam prototip priznava, da ni bila prav nič prijazna do njega. Nikoli nismo bili zelo prijazni. Kdo si ti, dr. Newman? Vsaj tako, kot je to storil Preston. In seveda, to so vedno upoštevali vsi eksperimenti. Zaradi tega jo je Mommy Longlegs poskušala napasti, ko jo je poskušala intervjuvati. Najhuje od vsega je, da je vedno poskušala upravičiti svoje dejanja in krivdo preložiti na druge. Celo prototipu je poskušala dopovedati, da je za vse to kriv samo Leif Pierre. Jessica ne prejme enake kazni kot navaden zaposleni. Ona se sooči in je uničena strani samega prototipa, iz oči v oči. Ni vsak eksperiment končal.
z njo. S tem nam je precej jasno, da je bila Jessica zelo vpletena v preobrazbo prototipa, zaradi vsega sovraštva, s katerim on govori o njej. In tako kot se je prototip odločil maščevati nekaterim, so obstajali tudi drugi, ki so za svoje dejanja plačali v rokah svojih lastnih sodelavcev. Kot se je zgodilo s Harleyjem Sawyerjem. Pomembno je omeniti njegovo smrt, ker je bil ta tip eden najbolj neusmiljenih. Že od otroštva je bil odgovoren za številne eksperimente, vključno s catnapom, Yarnabyem in celo Deweyjem. To, da nikoli ni pokazal sočutja do nikogar in je celo mučil samega prototipa, da bi dobil informacije. Njegova smrt ni bila hitra. Kaznovali so ga lastni sodelavci in ga uničil sam prototip. Tako lahko rečemo, da je bila njegova kazen povsem upravičena, če upoštevamo, da je bil grozna oseba. Ker, biti ujet v računalniku ni prav nič prijetno. Sploh pa ne, če sploh nisi opazil, kdaj so te tja prenesli. A ni tako, prijatelji? Harley Sawyer je bil proti svoji volji spremenjen v računalnik, saj sploh ni opazil, kdaj se je vse to zgodilo. Samo zbudil se je in že je bil tam. Če pa malo pomislimo, je zelo verjetno, da bo Harley Sawyer v prihodnosti spet umrl. Ker smo na koncu 5. poglavja lahko videli, da je očitno naredil nekakšno varnostno kopijo samega sebe, nadaljujemo z Brunom Whiteom in znanstvenikom številka 4. Ta dva sta sodelovala v ekipi skupaj s Harleyjem Sawyerjem in sta si delila iste ideje. Bruno je bil genij, skoraj na ravni Harleyja, vendar je kljub temu zasedal drugo mesto. Vodil je eksperimente, kot je bil Bones Bunny, vendar ko je Sawyer postal eksperiment, je Bruno prevzel njegovo mesto in pravzaprav je bil on tisti, ki je Sawyerja spremenil v stroj, kar je bilo eno njegovih največjih dosežkov. Zaradi tega si je prislužil sovraštvo doktorja Sawyerja. In tako bi bil pokončan v uri veselja od vseh igrač. Namesto tega je tako imenovani znanstvenik številka 4 sledil ukazom teh dveh. Bil je prisoten pri skoraj vseh eksperimentih, ki jih je ustvaril dr. Sawyer, prav tako pri Hadiju Vagiju in celo pri samem prototipu, saj je imel precej znanja o njem. Njegova smrt se je zgodila v uri veselja in verjetno ga je ubil sam Huggy Wuggy. Pravzaprav je ura veselja povzročila večino smrti znanstvenikov. Možno je, da se je vsak eksperiment maščeval svojim dodeljenim znanstvenikom, tako kot pri smrtih znanstvenika številka 3. Znanstveniki Clarice, Carmine McCabe ter znanstvenik 1 in 2. Vendar je samo eden, ki se nikjer ne pojavi. In mislim na Life Pierra. Je bil glavni šef podjetja Playtime Company, aroganten in neusmiljen ki je stal za eksperimenti. On je bil odgovoren za projekt velikih teles in je bil seznanjen z vsem, kar se je dogajalo v tovarni. On je imel pravo moč. Ampak tukaj je nekaj najbolj nenavadnega. Ime Leif se nikoli ne pojavi v nobenem pokolu ali umoru. Ne vidimo ga trpeti, tako kot drugi znanstveniki, se Leif nikoli ne sooči iz oči v oči z nobenim od eksperimentov, niti samim prototipom. Namesto tega se njegov glas pojavlja na starih posnetkih, kjer nas opozarja na varnost obrata, se posmehuje vsiljivcem ali opravičuje neuspele eksperimente. Njegov odnos je bil od začetka aroganten, nasilen in popolnoma brez empatije, saj je tako zaposlene kot eksperimente obravnaval enako, kot da ne bi bili nič vredni. In če se spomnimo, je preživel glavno katastrofo v tovarni, uro veselja. Medtem so drugi preprosto umrli ali pa jih je prototip neposredno napadel. A nikoli nismo videli, da bi se soočil s posledicami svojih dejanj. In resnici ne verjamem, da je prototip pozabil, da on obstaja, saj vemo, da je bil ključna figura. Torej, glede na vse, kar vemo, nam je zdaj popolnoma jasno, da prototip ne ubija kar tako na pamet. Ali zato, ker bi bil lačen. Njegova naloga je ocenjevati, si zapomniti in ukrepati, ko se odloči, da je pravi trenutek. In če Life Pierru še ni bilo sojeno, potem njegov prihod v prihodnosti ni možnost.
Moramo ga videti, kako plača za vse. In to je tisto, kar nam poskušajo pokazati z VHS kasetami, zvočnimi posnetki in celo z zapiski, ki smo jih imeli do zdaj. To niso bile le preproste nesreče, ki so jih povzročile pošasti, ki ne vedo, kaj počnejo. Toda zdaj je največje vprašanje, kaj se bo zgodilo s playerjem na koncu? Če je bil tudi player zaposlen, ali je on naslednji? Za zdaj tega ne vemo, ampak preden gremo, imam za vas majhen razmislek. Mislim, bro, to je kot da bi ustvaril homunkula in te ta na koncu ubije. Kaj za vraga? Tako da, prijatelji, to je bilo vse za danes. Napišite v komentarjih, kaj menite in se vidimo naslednjič.